Kralj Matjaž. Domačini pa pravijo, da tudi kakšen škrat. Kakšna je resnica, bo pa odkrila ekipa Adrenalin Kika. Tu je ta glavni vhod, kjer se vpeljemo tudi z vlakom na obisk rudnika. Danes vas pa čaka posebni ogled in sicer to s kolesom. Pri nas pač na malo drugačen način, bolj aktiven, poskušamo se ogledati rudnik in doživeti zgodovino rudarjenja, vse od začetkov pred 350 leti pa do sodobnih dni rudarjenja. Vi boste se sedaj odpeljali do vhoda v rudnik v Črni na Koroškem, kjer boste vstopili z kolesom, se po tej transportnem rovu podali približno 6 km. Seveda ne boste dirkali skozi, ampak boste se mi sostavili. Kakšna se vam zdi ideja s kolesom v rudnik? Zanimiva. Že ko sem prvič slišala za to opcijo obiska rudnika, sem rekla, to moram iti. Dark. I don't know, I've never been down a mine. I'm from Yorkshire in England, which have many, many mines, and I've never been down a mine. Podzemno bo tole prvič, čeprav čez en rov sem že enkrat šel, ampak jaz mislim, da bo zanimivo, no? I'm looking forward to it. I've heard there's monsters and ghosts and maybe a dinosaur or two, so I'm looking forward to seeing them all. Glede tistega škrata, mogoče ga bomo srečali. Sem slišal veliko o njem že, pač rudniški strah bil pred tem škratom, oziroma to je bil njihov zaveznik, kakor vem. Jaz upam, da bo tole danes zelo zanimiv. Zanima me, kakšna je sploh pot notri po samem rudniku. Upam, da nam bo uspelo priti do konca. Mogoče diamantov ne pričakujem, ampak kakšno kepo svinca pa bi lahko našli. Pri sami vožnji s kolesom je treba biti seveda pozorna vožnja. Prvo je ta tista vožnja, namreč rov je sorazmerno širok, vse je širši od pločnika, vse je na večina mestih. Kljub temu imajo obiskovalci kar nekako občutek, da jih vleče v levo ali desno. Če se poskušaš obrniti nazaj, vidiš, da si takoj v steni. Tako da se lahko pogovarjaš samo preko ramena. Seveda obiskovalcem rečemo, da lahko pijejo kolikor hočejo, ker tega našega kralja Matjaža s tem ne bodo zbudili. Če pa zbudijo škrata, bo pa ta napravil kakšno neumnost. Moraš ful paziti, kam greš s kolesom, prerukate fajn, ampak ja, gre pa. Ko zapelješ skozi te ozke rove, zgubiš tisto ravnotežje, ki ga imaš mogoče zunaj na prostem in ja, zelo težavno sem se počutil med samo vožnjo. Cycling's fine. I'm usually on a bigger bike. And I usually go a bit faster, but I'm not really a mountain bike type, but it's been quite fun. I'd recommend this trip to anyone because it's not too strenuous. Smo pa kar več kot 200 metrov pod površjem, smo namreč pod hribom Veliki vrh ali Šumahov vrh, tako da smo kar en lep kos pod površjem, seveda kamnina, ki nas oddaja, pa je dosti trdna, tako da se ne bo porušila na nas, upamo. Just all of it. I just like the history of it. I like the feeling that people really did do this and that it is so old. And, you know, how lucky we are that we never had to go through this. Enkratni obisk, super, doživetje, zanimivo vse, ampak da bi pa tu vsak dan noter bila, pa mislim, da bi to bilo kratki rok. Ja, jaz prihajam z rudarniške družine, če tako rečem. Oče je delal v rudniku, tako da nekaj sem že vedel, nekaj sem tudi danes novega zvedel. Ne vem, tudi danes, kaj kriza, bi vsi tudi to bi delali, ne? Ne bi bilo nič težko. Pa je naša pustolovščina v osrčju Pece končana.
Perk Mandelc nam je nekajkrat zagodel, kralja Matjaža tudi nismo zbudili, sedaj pa se podajamo novim dogodivščinam naproti s pravim rudarskim pozdravom. Srečno!